V baziliki svetega Petra je 19. novembra dopoldne potekal redni javni konzistorij. Med letem je papež Frančišek umestil 17 novih kardinalov. Njihova imena je naznanil 9. oktobra. Gre za 13 kardinalov volivcev in 4 kardinale, ki so presegli starost 80 let in so naziv prejeli zaradi posebnih zaslug pri služenju cerkvi. Sveti oče jih je povabil, naj ne delajo razlik med ljudmi in naj bodo usmiljeni. Med drugim je dejal, da je naša doba zaznamovana z velikimi problematikami in vprašanji v svetovnem merilu. Gremo skozi čas, v katerem v naših družbah kot epidemiji vzhajata polarizacija in izključevanje, kakor edini možni način za reševanje konfliktov. Vidimo na primer, kako hitro nekdo, ki je poleg nas, ne le da ima status neznanca, imigranta ali begunca, ampak postane tudi grožnja in tako pridobi status sovražnika. Počasi se razlike preoblikujejo v simptome sovražnosti, grožnje in nasilja. Koliko ran se razširi zaradi te epidemije sovraštva in nasilja, ki se vtisne v meso mnogih, ki nimajo glasu, ker je njihov krik oslabel in je pretvorjen v molk zaradi te patologije brezbrižnosti. Koliko situacij negotovosti in trpljenja je zasejanih preko tega naraščanja sovraštva med narodi, med nami, da med nami v naših skupnostih, župniščih, med našimi srečanji. Virus polarizacije in sovraštva prežema naše načine mišljenja, čutenja in delovanja. Sveti oče je kardinalom še položil na srce: dragi brat, novi kardinal, pot naproti nebesom se začenja na ravnini vsakdanjosti razlomljenega in podeljenega življenja, uporabljenega in podarjenega življenja. V vsakdanjem in tihem podarjanju tistega, kar smo. Naš vrh je ta kvaliteta ljubezni. Naš cilj in težnja sta prizadevanje skupaj z Božjim ljudstvom preoblikovati se na ravnini življenja v osebe, sposobne odpuščanja in sprave, je dejal papež Frančišek, ki je novim kardinalom med obredom izročil rdeči kardinalski beret in prstan ter jim dodelil naslovne cerkve in diakonije. Oni pa so njemu oziroma njegovim naslednikom obljubili zvestobo in pokorščino. Kardinalski zbor po novem šteje 228 članov, med njimi je 121 volivcev in 107 kardinalov, ki v primeru konklava ne morejo voliti novega papeža.